Lep pozdrav. Danes bomo delali tabele. Tabelo lahko uporabimo za dosti stvari. Lahko uporabimo na spletni strani za kakšne podatke, za kakšne kontaktne podatke, za kakšen urnik ali karkoli. No, pa kar začnimo. Prva stvar, napišemo table. In zaključimo table. Tukaj notri bo tabela, ne. Zdaj smo pač definirali tabelo, ne. Druga stvar, moramo določiti vrstico. Moramo povedati pač tabeli, kje bo vrstica. Table row. Ustvarimo oznako table row in jo ne zaključimo. Gremo pisati naprej. TD. Table data. In sedaj zaključimo table data. In sedaj lahko pišemo, kaj bo v tebi vrstici, ne. Napišemo recimo, ne vem, ime. Bom kar kopiral, da ne bom pisal. Tu bo druga. Vendar bom dal priimek, recimo. Tu bo pač druga v isti vrstici, ker je table row, ne. Table row. V isti vrstici bo ime, priimek. Napišemo še, recimo, še eno. Ime, priimek in kraj, recimo. To je vse v isti vrstici, še vedno. Zato, ker nismo še zaključili tr, table row. Zdaj bomo table row zaključili. Sedaj, ko smo pač to vrstico zaključili, to je vse v eni vrstici. Sedaj smo vrstico zaključili. Sedaj ustvarimo novo vrstico. Tr. In jo spet ne zaključimo in gremo pisati naprej. TD. Bom kar kopiral. No, tukaj pride nova vrstica in pride ravno pod ime, ne. Zato napišemo recimo Marko. Nova vrstica, priimek napišemo recimo Ipavec. In kraj recimo Ljubljana. Evo, in sedaj to vrstico tudi zaključimo. Sedaj imamo dve vrstici. Pa gremo pogledat, kaj smo naredili. Shranimo in osvežimo. In imamo ime, priimek, kraj. To je vse v isti vrstici. Poglejte, ime, priimek, kraj. Marko je ime, priimek je Ipavec, kraj Ljubljana. Marko, Ipavec, Ljubljana. No, to je malo čudno, ne. Zato gremo mi zdaj napisati kakšen atribut v tabelo. Tabela ima kar nekaj atributov. Recimo, prvo vam bom pokazal samo en atribut. In ta je recimo ta je border. Tu je pač okvir, ne. Border in napišemo recimo 1. Poglejte, kaj se bo zdaj zgodilo. Evo. Tabela je že dobila svojo obliko. Lahko mi recimo napišemo kakšen drugi atribut. Bom kar tega zbrisal. Recimo background color. In bomo dali kar recimo tako barvo. Shranimo. Osvežimo in pogledajte. Tu je naša tabela. Zdaj vam bom pokazal še ene par atributov, ki so pač tudi zelo pomembni. Tega bom kar zbrisal in bom dal border nazaj, da boste videli. Border 1. Tu pomeni en piksel, ne. Zdaj, če dam, no, da damo 5, vam bom pokazal, kaj se zgodi. Je tukaj, poglejte. 5 pikslov, ne. Bom dal 1 in zdaj bom dal nov atribut in bom dal
cell spacing. In poglejte, kaj se zgodi. Recimo dam 5. Poglejte, kaj se bo zgodilo. Tukaj, poglejte, tukaj je nastal prostor. Bom še malo povečal, da boste opazili. Dam recimo 10. Vidite, tukaj nastaja prostor. Prostor med celicami, ne. Zdaj vam bom pokazal še cell padding. 5, recimo. Nastaja pa noter, znotraj celic, ne. Bom pokazal še malo bolj. Recimo dam 10, boste bolj videli. Evo, poglejte. To je zelo pomembno. No. Obstaja še dosti atributov pole, ne. Recimo border color, ne, recimo barva okvirja, na primer damo plavo, ne. Shranimo. Boste videli, da je tukaj plav. Dobro, sicer se ne vidi kaj preveč. Bom dal border 10 pikslov. Boste bolj videli. Veste, tukaj je zdaj plav, ne. Samo jaz se s temi stvarmi ne bi kaj preveč sekiral, zato ker vas bom pole čez nekaj časa učil tudi CSS, ne. In CSS je pač cel izgled, kar se tiče strani, in se bo dalo tudi s CSS-em vse te stvari uštimati, tako da jaz se ne bi kaj preveč obremenjeval s temi stvarmi. Samo toliko, da znate, kako narediti border, ne. In to je to, ne. Ja, dobro. Hvala, ker ste bili z mano in ker ste gledali video, in se vidimo v naslednjem.